Včeraj je bil podpisan arbitražni sporazum. Kako ga vi ocenjujete? Torej ocenjujem ga podobno, kot ga je ocenila Slovenska demokratska stranka v včerajšnji izjavi, kjer meni, da je škodljiv za Slovenijo. Še posebej zato, ker ne zagotavlja, da bo Slovenija dosegla ključne cilje, in to je neposredni teritorialni stik z odprtim morjem. Besedica, ki je v sporazumu v angleški verziji junction, dejansko pomeni neko prometno povezavo ali pa neko zagotovilo, da bo Slovenija pridobila neko služnostno pot, ki pa je ne zagotavlja recimo varnega dostopa ali pa nemotenega, neovirnega dostopa do morja, odprtega morja, in s tem Slovenija bo posledično lahko izgubila tudi status pomorske države in še vrsto nejasnosti se bo pojavilo v zvezi s tem. Zaradi tega seveda Slovenska demokratska stranka, kako tudi drugi poslanci v Evropskem parlamentu iz naše stranke ali pa slovenski poslanci v naši politični skupini se s tem ne strinjamo. Borut Pahor je včerajšnji dan označil kot dober in ne samo dober za Slovenijo, temveč tudi za celotno Evropsko unijo in celotni svet. Ste vi v Bruslju zaznali ta optimizem? Niti ne. To ni tako velik problem, ne za Evropsko unijo, še manj za ostali svet, tako da se svet verjetno nikakor ne veseli recimo podpisa tega sporazuma, še manj pa se ga veseli večina državljanov v Republiki Sloveniji, ker pač ne zagotavlja, kot sem že omenil prej, nekaterih ključnih ciljev, ki jih Slovenija mora doseči s tem sporazumom. Torej, kako gledajo evropski politiki na to? V glavnem gledajo kot neko nerešeno vprašanje med dvema državama, kar je za Slovenijo slabo. Evropska politika bi morala gledati na to vprašanje kot na vprašanje Evropske unije, kot nerešen problem Evropske unije z tretjo državo. Vendar je Hrvaška zelo dobro lobirala in predstavila svoj vidik problema. Slovenija pa je v zadnjem letu izgubila pomembno prednostno pozicijo, ki jo je še imela lani. Ravno zato smo se odločili v naši nacionalni delegaciji, da bomo v naslednji teden odšli na en pogovor z vodstvom politične skupine in še enkrat pojasnili slovenska stališča, prednosti in slabosti tega arbitražnega sporazuma, ki je bil podpisan.